Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni v novi epizodi. Tokrat gostim magistrico Ajšo Vodnik. Prav gotovo jo vsi dobro poznate. 15 let je že na čelu AmCham Slovenija, torej je generalna direktorica Ameriške gospodarske zbornice in izvoljena predsednica organizacije AmChams in Europe. Navdihujoča sogovornica, ki pogosto postavlja ogledalo, a ne le to, pogosto tudi predlaga odlične rešitve. Kako dobro jo slovenska in tudi mednarodna javnost posluša, pa bomo izvedeli v nadaljevanju. Ajša Vodnik, dobrodošla v studiu medijske hiše Delo. Hvala, Petra, za vabilo. Sem težko čakala ta pogovor, ker uživam vedno, ko se pogovarjam s tabo, ampak mislim, da zdaj prvič pred kamero. Res je. In kamere si ti bolj vajena kot jaz. Jaz sem bila dolgo časa na radiju, potem tukaj v medijski hiši Delo, kjer sem se s časnikarstvom ukvarjala. Ti pa vendarle si se predstavila slovenski javnosti prav v soju žarometov. Ja, to je bila moja domena, ker sem še čez vse faze televizijskega življenja, od mlajše dežurne pa seveda potem tudi do lastnice televizije. Prelepo obdobje, zelo nenavadno obdobje. Vedno sem mislila, da nikoli več ne bo tako zanimivo. Ampak potem sem prišla na AmCham, kjer pa se ustvarjajo drugačne čarovnije odnosov in mi je to seveda dobrodošlo, zato ker se počutim sproščeno, kadar sem na odru, kadar sem pred kamero. Ampak neko obdobje, ki je bilo in ga z veseljem gledam v muzeju spominov, me pa ne prevlači več tako kot me je. Tisti, ki smo še vedno v medijski krajini, sploh v seštevku izjav tudi zelo, zelo naprednih, pogumnih gospodarstvenikov, ki pravijo, da največji šarki, najhujši morski psi, ki žrejo naš vsakdan, se pravzaprav nekako gibljajo ravno v medijski krajini, bi to lahko celo razumela, da ne pogrešaš to vrstne zgodbe, medijske zgodbe, tega drivinga, ki ga da vendarle medij. Vse mogoče sem ravno skozi AmCham in vse te odnose, kar bi pogrešala, je to, da lahko ostajam radovedna. Jaz mislim, da v medijih imamo ali imate to prednost, da lahko vprašate stvari, ki jih verjetno na kavi ne vprašaš. In ta delček sem pogrešala, ampak sem vesela, da sem našla drugo okolje, kjer lahko prav tako ostajam radovedna, srečujem vedno nove ljudi v globalnem okolju in mi ta delček ne manjka. Kar mi pa mogoče ni več blizu in kar si želim, da bi znali spremeniti tudi zaradi družbe in prihodnosti, je pa seveda to, da so naši možgani povezani in zvezani tako čisto po razvoju možgan, da bolj gledamo, ko je kri, kot ko je nekaj lepega. Ja. In to se mi zdi, da prepogosto usmerja medije, zaradi želje po klikih, po večjih zanimivostih, po več bralcih, po več poslušalcih. In to se mi zdi nevarno za družbo in tega dela pa ne pogrešam. In ravno to midve občutiva. Sva se izven etra, sva se nekako soočili z nekim kolektivnim stanjem ali duhom, atmosfero, v kateri v tem trenutku smo. Za naju je v tem trenutku vse lepo, pa hkrati čutiva neko brbotanje, celo neka tesnoba, anksioznost. So težki dnevi. Kaj se dogaja v slovenski družbi? Kakšen zeitgeist občutiš? Jaz mislim, da ni to samo slovenska družba. Če pogledamo, da divjajo vojne, se pobija otroke, vse ostale, da so res težki časi. In da se včasih že težko sam pri sebi rečeš, lepo mi je. Mogoče tudi si rečeš, a je sploh prav, da pokažem srečen obraz, glede na to, da se dogajajo res kar intenzivne stvari, da si želiš nekatere stvari ustaviti. Najlažje se je mogoče postaviti v pozicijo, se jaz kot posameznik nič ne morem narediti. Ne? Jaz si potem včasih rečem, ok, a res ne? In zato se mi zdi, da čutimo ta pritisk in seveda tudi morda nas tudi malce usmerja vse skupaj v nek strah, je pa strah eno zelo slabo čustvo, ki potem nas potegne v spiralo slabega in zato se mi zdi pomembno, da si kot posamezniki najdemo tisti mir v notranjem vesolju in ga poskušamo širiti tudi navzven in predvsem za vse tiste, ki imamo otroke, pa ne samo svoje.
ki imamo otroke, kar se mene tiče vse otroke tega sveta, da poskušamo iskati in oblikovati boljši svet. In da si ne damo izgovora, se jaz nič ne morem narediti, ker lahko. Ajša Vodnik, to leto je tvoje leto. Bova kasneje razkrili, zakaj, ampak vendarle moram ugrizniti to jabolko, ki si ga ravno kar ponudila, namreč omenjala si zelo toksično čustvo doživljanja in to je strah. Kako ga premoščaš? Namreč vodiš zelo pomembno inštitucijo, odgovorna si za vsako besedo, ki jo daš v javnost ali tako v medosebnih razgovorih, vendarle imaš na nek način v slovenski javnosti, pa tudi širše v evropski javnosti, status opinion makerke, torej javnomnenjske voditeljice, in to ni neskromno, to je dejstvo, kot dejstvo izrečeno. Kako upravljaš strahom? Petra, poskušam, zdaj, če bi rekla, mene pa nikoli ni strah, ne, bi si res mislila to, ne. Absolutno me je. Poskušam biti odgovorna, kar se tiče tega, me je strah za otroke. Me je strah me je strah, recimo, ko surfam in se upnem, takrat me je strah. Ampak to so drugi strahovi, kot te, po katerih me sprašuješ ti. Seveda se počutim odgovorno, zdi se mi pomembno, da vedno poskušam delovati na način, da iščem pravo pot. A se kdaj zmotim? Absolutno. A sem se pripravljena upravičiti? Absolutno. Zelo se mi zdi pa pomembno, da nekako ostajam zavezana svojim vrednotam in delam po najboljši vesti. Se zavedam, da lahko tudi ta najboljša vest včasih pelje popolnoma v napačno smer, ampak to, kar praviš, morda je tudi mene malce presenetila ta odgovornost, ko sem bila zdaj izvoljena za predsednico AmCham-ov iz 48 držav, kjer imamo tudi Ukrajino, in sem se pogovarjala z Andyjem, mojim kolegom, direktorjem ukrajinskega AmChama, in je rekel, veš, mi imamo pa, ravno zdaj smo bila skupaj v Ameriki pred dobrim mesecem, in je rekel, veš, mi imamo pa vsako jutro skupinski sestank in vsi smo zbrani, to je en večjih AmChamov, tam jih je okoli 60 zaposlenih. Saj kao, res, to je pa čist neučinkovito, zakaj pa vsako jutro? Je rekel, zato, da preverim, če smo vsi živi. In to me je zadelo, ne? Zato, ker mi vedno znova in znova sklepamo po nekih svojih, to pa ni učinkovito, to pa ni hitro. Ja, ampak on preverja, če smo vsi živi. Ali pa kolega iz Izraela, Kakšen klicaj si zdaj postavlja? ki mi je rekel, da mu je izjemno težko, ko gleda, kar gleda. Ravno nekaj dni nazaj sva govorila, zato ker je odprl šolo pred 10 leti, kjer je pol otrok iz Palestine, pol otrok iz Izraela. In ravno pred nekaj dnevi so tudi naredili svoj graduation, skratka so končali srednjo šolo. In zdi se mi zelo napačno, da si nismo pripravljeni sami sebi pogosto postaviti v ogledal, zato ker tudi v moji glavi je bilo Izrael, Palestina, strašno, kar se tam dogaja. Zdi pa se mi, da smo premalo pripravljeni pogledati in vprašati ljudi, ki so iz nekih krajev. In tukaj čutim odgovornost, kadar sama padem v zanko tistega, kar mi ponuja morda tudi mediji. Zato se mi zdi pomembno, da čutim in verjamem, da v delu se trudite osvetliti iz različnih smeri. In ta delček medijev je tako zelo pomemben. Zato upam, da bo več tistih, ki ne bodo skakali samo za klike, ker to lahko postane zelo, zelo narobe. Se popolnoma strinjam s tabo in če nadaljujeva s tvojim letom, 25. obletnica AmCham Slovenija. Lep jubilej, ki ste ga tudi zaokrožili z lepim praznovanjem v Ljubljani. In ko se pogovarjava o geopolitični dinamiki, ki je v tem trenutku vse prej kot rožnata, me zanima, kako ti, ki si živela pravzaprav v nekdanji Jugoslaviji, z nekim drugačnim sistemom, z drugačnimi vrednotami. Zdaj kot državljanka Slovenije, ki ima spet neko svojo energijo, svoj naboj, kako ti pravzaprav upravljaš z mislimi in oblikovanjem vrednot, namreč si pa vendarle direktorica AmCham Slovenija in pa predsednica celotne evropske zgodbe AmCham. Ali moraš poslušati nekje diktat Amerike, ali slediš svojim vrednotam?
Absolutno. Je težko, se moraš zdaj zagovarjati pred, recimo, veliko Ameriko? Ne, jaz izjemno spoštujem različne narode in tudi svojo preteklost in preteklost vseh nas. Nikakor pa nisem nostalgična, ker moj spomin na Jugoslavijo, ne, je ta, ki se spomnim, ko sta me starša, verjetno sem bila stara 5-6 let, peljala v Trst na Ponteroso in smo šli kupiti kavbojke. In potem sta mi kupila 2 kavbojk. In oboje si mogla obleči. In zdaj, če bo meni kdo rekel, da pogreša te čase, se mi zdi to vse narobe. Enako se pa spomnim izjemno nostalgičnega, prelepega momenta. Moj oče je namreč Hrvat iz Hercegovine, kako smo se za vsakokrat za 1. maj peljali z vlakom, tako umazani smo prišli do Mostarja, ker je to 12 ur. Spomnim se vonja po kumarcah in razmočenih sendvičih, ampak je bilo lepo. Mi smo bili otroci, naši starši so se zabavali nesmrtno, ne? Mi smo se pa igrali na vlaku. Kaj lepšega? Ampak zato ne morem reči, da je bil tisti pravi čas. Tako kot v Sloveniji, ki se mi zdi izjemna država. Jaz sem morda celo preveč patriotka, jokam vsakič, ko jih himna, moji kolegi po Evropi, samo da me vidijo, pravijo, ja, Slovenija, with love in the name. Skratka, res živim ta prostor, res ga občudujem, res sem rada tukaj. In nikoli ne rečeš majhna, dovolj velika, kot Ravno, slišim. prav velika. Ko slišim majhna, me pa res kar zaboli. Jaz mislim, da smo res ravno prav veliki za tisto, kar želimo postati. Občudujem Slovence in Slovenke, kaj vse v tem prostoru, ne le v športu. Se mi zdi, da je prav, da slavimo šport, ampak enako dobri in odlični smo v gospodarstvu, v kulturi, v znanosti. Skratka, je res neverjetno, kako se lahko naravno prav v velikem prostoru rodi toliko izjemnih ljudi in je prav, da si to priznamo. In je prav, da želimo biti ambiciozni. In kar mi je res lepo je, da poskušamo vendarle poskrbeti za vse ljudi v tem okolju. In to je prav. To, da pa ne upoštevamo meritokracije, ja, to me pa moti. Zato, ker se mi zdi prav, da tisti, ki poskušajo več, da tudi lahko ustvarijo več, ker to potem nas pelje v to, da smo še boljši. In potem, ko govorimo o Ameriki, izjemne dobre stvari se dogajajo, od inovacij, tehnologij in izjemno nore stvari se dogajajo. Zato se mi zdi, da v okolju, sploh v zadnjem času, doživljam to, da želimo imeti, kaj so bile včasih španske, zdaj so turške ali kakšne nadaljevanke, Marija je dobra, Jose je slab. Pa se tudi Marija ima verjetno neke odtenke in tudi Jose. Tako da te enostranskosti, to pa res ne maram. In se mi zdi, da tako omejujemo svoje polje razmišljanja, to me pa moti. To me pa res moti in zato priznam, tudi jaz. Recimo pred kratkim se je Amchams in Europe pridružil Uzbekistan. In na slepi karti sem mogla razmisliti, kje je Uzbekistan. In tudi nisem vedela, da je 22 milijonov ljudi v Uzbekistanu. In groza, se opravičujem učiteljici geografije iz srednje šole, ampak res tega nisem vedela. In tudi mogoče sem na nek način mislila na Uzbekistan. Ja. No in potem se je moja kolegica Tatjana pojavila, vrhunska ženska, polna energije, ki je samo doktorirala na Oxfordu in bila partnerica ene največjih odvetniških družb, pa se je odločila, da gre v Uzbekistan, zato ker želi pomagati svoji državi. In se mi zdi, da tudi pri sebi včasih opažam stereotipen moment, tega ne maram pri sebi, poskušam odpraviti. Obsojanje vnaprej, stereotipi, no, če me pa vprašaš, če se moram komorkoli, kadarkoli zagovarjati, se moram pa zagovarjati predvsem svojim otrokom. Kdaj? Ker mogoče je vse narobe, ker bi se morali oni meni, ampak samo oni igrajo to vlogo, da vem, da ne morem reči adijo. Vse pa vso drugod, če bi mogla kakorkoli iti prek svojih vrednot, na to pa nisem več pripravljena. In to tudi zelo dobro
zagovarjaš ne samo na tem mestu, ampak zelo javno, glasno, goreče in pogumno. Namreč na žalost, na veliko žalost, in tukaj izražam javno svoje sočutje, ne vključujem se v razne debate po družabnih omrežjih, ampak občutim to, namreč velikokrat si bila tudi tarča kritik, pa bodisi ne evro, ampak ameriških skeptikov, kritikov in tako naprej, ampak ti si se trdno držala in se nisi dala in si dejansko pokazala, kaj pomeni moč argumentov in vrednot. Hvala, Petra. Mi veliko pomeni, če tako misliš. Seveda takrat ni enostavno. Sem si pa obljubila, da pač, če ne morem izraziti tega, kar res mislim, pa čutim. Čutiš tesnobo? Ne? To nisem več jaz. Aha, ok. In jaz se lahko popolnoma umaknem. Nimam niti te težave več, ampak dokler pa sem na določenem mestu, se mi zdi pa prav, da na ta način pač zagovarjam. Mi je zanimivo, recimo zdaj bojo volitve v Ameriki, Biden, Trump, seveda z temi kapami MČM, ne bi bilo spoštljivo, tako kot se ne izražam zdaj le tudi javno, ne o tem, kaj si mislim o evropskih volitvah, zato ker se mi ne zdi nespoštljivo, ne prav. Zato ker mi ostajamo nevtralni na vseh področjih. Okay. Je pa zanimivo, da včasih mislijo, da, ne vem, me to smešno resnica, ampak kaj, da Trump se ukvarja z slovenskim MČM, lepo prosim. Ne? In tako kot mi ne pustimo, da bi na nas vplival Golob, Janša in še kdo drug, tako tudi ne more vplivati noben drug predsednik. In včasih mi za razliko morda od kakšnih tujih mednarodnih zbornic ne dobimo nobenega financiranja strani ZDA. In smo ustanovljeni strani naših članov, vodeni strani naših članov in tudi odgovorni našim članom. Ali smo spoštljivi do Amerike in institucij? Smo. Ali smo spoštljivi do Francije in institucij? Smo. Ravno zdaj grem čez 2 tedna govoriti na 130. obletnico MČM Francija. In me potem res zadelo 130 let. Razmišljam, kaj vse se je že v tem času zgodilo. In se mi zdi fascinantno, da vendarle gospodarstvo, in tukaj res verjamemo to, ima ne samo to vlogo, da trguje, ampak tudi vlogo, da je nek tak, da je moč argumentov. Da poskuša z argumenti iskati boljši svet. In včeraj sem ravno poslušala eno soočenje o tem, kako je treba multinacionalke, hudobne, ne vem kaj. Tudi to je zelo enostransko. Družbena odgovornost je nekaj, kar je res prepleteno zdaj z gospodarstvom. Če me vprašaš za to, ker je tako prav, pri enih ja. Če me vprašaš za to, da se ponovno ustvarja tudi dodana vrednost, ja. Skratka, več je odgovorov in res, če kaj čutim, da je potrebno si celotno paleto narisati oziroma si jo razgrniti in potem iskati tiste barve. Ne, da rečeš, to je črno, to je belo, to je, v življenju pač ni tako. In je mavrica vsega, zato se mi zdi to pomembno. Ko te poslušam, kako z zanosom pripoveduješ in tudi pravzaprav na piedestal postavljaš Slovenijo in Slovence, pomislim, pravzaprav res je treba spoštovati vso to tvojo pot. Namreč še enkrat bom poudarila, si predsednica, torej kako ne rečem v slovenščini, MČMs in Europe, kaj Evropske zveze vseh MČM-ov. Vseh MČM-ov. In potem pomislim recimo na gospoda Aleksandra Čeferina ali pa na Mateja Erjavca, ki je tudi predsednik ali podpredsednik Evropske košarkarske zveze, ali pa na Nino Dremelj, ki je tudi predsednica evropskih ali podpredsednica poslovnih angelov. In še bi lahko naštevala, skratka, Slovenci delamo neizmerne preboje, pa vendarle se že 25 let pogovarjamo o prebojnosti, o dodani vrednosti. In ravno kar se pripravljam na konferenco, kjer bodo združeni torej menedžeri, inženirji, znanstveniki in pa marketing, in ugotavljam, da pravzaprav že 25 let uporabljamo enak jezik, enake besedne zveze. Ali je res to, kar sta na dogodku, kjer si tudi ti bila prisotna in si tudi moderirala, Miha Mazzini dejal, da je največji problem v našo mentaliteto
zakoreninjena zavist in ne podpora. Kaj je rak rana tega? Mene Miha vedno spodbudi k razmisleku, moram priznati. Tudi njegova izvrstna zgodba o tem, zakaj je Kekac, ki je v resnici junak, za nas bedak. Se mi zdi res, da nekaj pokaže. In si mislim, veliko sem razmišljala tudi na podlagi njegovih kolumn knjig, da je temu tako zato, ker še vedno nismo dojeli, da imamo svojo državo, da smo odgovorni za njo in da lahko imamo tudi tiste, ki nas vodijo. Ker ti verjetno v preteklosti, čim si postal bolj izpostavljen, si moral nekako izdati lasten narod. Ker si moral iti ali v Beograd, ali v Avstro-Ogrski, v drugo okolje. Skratka, nismo se nikoli naučili vodenja. In zato mogoče ne maramo tistih, ki nas vodijo, ker so bile to ponavadi, kakorkoli gledaš, tujci. Ampak svet se je res spremenil. In zdaj imamo Evropsko unijo in imamo svojo lastno državo in imamo vse priložnosti, in kar mene vedno znova fascinira, tudi ko recimo hodim in vozimo v Ameriko delegacije, gremo vedno tudi na vse najboljše univerze na svetu in Petra, prav na vsaki, kar je prav neverjetno, je nekdo, ki je izjemen. Pa naj bo to Jure Leskovec na Stanfordu, Beguš na Berkeleyju, Žitnikova na Harvardu. To so ljudje, ki so v sami špici. Ja. In jaz si mislim, wow, in vsi ti ljudje se čutijo, da so Slovenci in razumejo, da jim je ta prostor, tudi prostor, ali pa energija, kakorkoli pogledava, dal nekaj v zibelko, kar je lahko izjemno. In zato se mi zdi, da moramo res, jaz te zavisti ne čutim toliko, ker vidim, recimo tudi v naši Young platformi, kjer je že 2500 mladih povezanih, da se spodbujajo. Na koncu nekdo postane top potencial leta. Ampak, a veš, kaj je največji užitek? Ne to, da on zdaj postane ali ona top potencial. Ampak, ko vidiš to ekipo mladih, ki so res veseli za tega človeka, ki se čutijo, da je to tudi njihova zmaga. Na nek način tekmujejo sami sabo, zato da postajajo oni boljši. In tukaj si jaz želim tekmovanje med nami Slovenci, zato da smo še boljši. Ampak v resnici je pa zelo dobro, da se znamo podpreti in jaz mislim, da preraščamo to našo zavistnost, upam, da res. Po tolikih letih, ko imamo svojo državo, je že čas, da smo res ponosni na njo in tega si več želim in vidim, da se v okolju že kažejo lučke in nastavki, kjer to znamo. Jaz sem vedno znova fascinirana in očarana, ko tebe gledam na odru, kako žiriš, kako nas voziš, ali pa koga drugega. In to je tisti trenutek, ko vidiš nekoga in rečeš wow. In teh wow imamo v Sloveniji kar nekaj, zato se mi zdi, da jaz včasih rečem, izkoristite, oziroma ne izkoristite, kam je neprijetna beseda izkoriščati, ampak uporabite mojo mrežo, ker v tem trenutku je moja mreža res široka in čisto vsako državo v Evropi lahko pokličem človeka, ki bo dvignil telefon in bo pripravljen nekaj narediti. Ampak če ga ne bom poklicala, me pa verjetno ne bo klical, hej, kaj rabiš. Tako da tudi državi včasih rečem, uporabimo to, ker smo pa z nekim delom, neko pronicljivostjo, tudi odločnostjo pridobili. Jaz to gledam kot kolektivno in moram tudi priznati, da ni šla moja pot, ker tako, da prišla sem, ne. So mi tudi kolegi napisali 3 razloge, zakaj ne smem kandidirati. Boleče. Pa niti ne, zato ker me je to spodbudilo in tukaj Je bil so ta morda... tvoj motor. Mogoče tukaj včasih napačno ocenjujemo karakterje, to pa je verjetno kolektivna zavest, ko rečeš, čakaj malo, zdaj pa moram. Frustracije so nekaj, kar posedujejo največji naboj, največjo moč za naše premike. Res je. Jaz prav spomnim, ker sem dobila, takrat, ko sem kandidirala prvič za podpredsednico, vsaj potem v 5 letih, sem dokazala in potem ni bilo več dvoma o tem, da so me kolegi spodbujali in me tudi vnaprej podpirali, da kandidiram. Ampak to je bilo res zanimivo, ker so mi to napisali. Jaz sem bila tako, je to možno? Meni so to napisali. In vem, da sem pokazala takrat soprogu v roko in rekel, zdaj pa šapa v zmagala, ne. In ker te to zna ubiti. In to je tisto, kar verjetno včasih so pa te male zmage. Se pol smo
postali tudi s temi ljudmi zelo dobri prijatelji, ampak zato, ker sem šla neposredno do njih in jih s tem soočila. Ne pa, da sem na neki Zamere to, ne. negovala, revanšizem se šla, ne. In sem videla, Petra, da v To je resnici toksično. niti ni bilo mišljeno, ampak dejansko tudi tako, kot sem jaz gledala Uzbekistanko, so mogoče oni gledali mene, neka centralna Evropa, majhna država, niso vedeli, da smo ravno proti. Tako da jaz mislim, da tukaj je potrebno tudi tukaj, kadar pride do tovrstnih stvari, iti korak naprej, se soočati, ne pa tega sprejemati. Niti slučajno jaz tovrstnih stvari ne sprejemam, nimam pa težav se soočati, vprašati, zakaj pa ne. Tako da v zadnjem času, prej sem jaz spraševala v Sloveniji, se mogoče ne znamo več tako dobro pogovarjati. Tako, meni se zdi naravno smešno, res, da se v tej naši ravno prav veliki državi, malemu pleskovniku, znamo tako razvajati. Pa to je smešno. To nima smisla in se mi zdi to vse narobe in ne razumem, od kje naboj. Včasih se mi zdi, da premajhna samozavest ali pa tudi prevelika narcisoidnost. Ampak dobro, to so druge teme. Jaz ostajam nevtralna, tako kot sem ti povedala. Ampak dobra novica je ta, da omenjaš svoje jankse, mlade emčemovce, potencialno uspešne podjetnike ali že danes uspešne mlade podjetnike in podjetnice, da se pri njih ustvarja neka druga klima. In tudi navsezadnje, mislim, da je Mramor, ugledni profesor Mramor, napisal neko strategijo ali neko vizijo, kamor je vključil tudi to pozitivno tekmovalnost. Mislim, da je omenil pozitivna zavist. Da je prav definiral pozitivna zavist, seveda vis-a-vis negativni, ki pa seveda ubija razvoj in sodelovanje in podporo. Ajša, ker sva seveda v seriji podcastov, ki sem jo imenovala Supermoč, ne bom te vprašala, ali se počutiš super ženska, ker to so neki imaginarni liki, ampak odkot črpaš to pravo moč? Da si nekako vsak dan rečeš, evo, danes je moj zakaj to pa to. Moje poslanstvo. Ne, si kdaj tudi v slabi koži? Mislim, ja, ne. Ampak res se mi zdi, da res imam rada ljudi. Res ostajam radovedna, res mi je tako magija, da se sreča z ljudmi, da se razvija energija, ker jo začutim. In samo to, da uživam, ko vidim, da drugi zacvetijo, da žarijo. In če imam jaz delček tega, se veš, v vseh teh letih sem šla že marsikakšno testiranje psihološko, kaj meni res pomeni, ne. In je res hecno, da vsakokrat pride do tega, da mi res pomeni, če lahko sodelujem v uspehu drugih. In to res čutim. Pa naj bo to moji otroci, naši jangi, moji sodelavci, sodelavke, ker res uživam v tem, ko nekdo zažari, ko zasveti in to je meni užitek in so tudi dnevi, ko sem tako, ne morem. Ampak to traja trenutek in potem se spet pržgem in pridem nazaj in sem hvaležna za to, kar lahko doživljam in sem hvaležna, kje živim in sem hvaležna, kaj vse nam je ponujeno v tem prostoru. Res se mi zdi, da moramo biti hvaležni, hkrati pa ne uspavali v tej naši hvaležnosti in komfortni coni, ampak poskušamo tudi za koga drugega karkoli narediti. Sem bila vesela, da je na 25-letnico prišel naš kolega iz Bosne, Nedim, ki vodi tamkajšnji MČM in rekel, veš, zakaj sem vam Slovencem res hvaležen? Vse, ne vem. In rekel, zato, ker ste ena luč, ki sveti in ki nam dajete neko upanje, da tudi mi v tem prostoru lahko postanemo taki. Se mi zdi res lepo. In teh srečevanj, to pa je ta pozicija, ki jo imam, za katero sem tudi hvaležna, čeprav vem, da sem za njo kar delala. Mi je to lepo, da srečaš tako različne ljudi, na koncu smo vsi ljudje, na koncu imamo vsi svoje čustva, vsi svoje veselje, vsi svoje tudi strahove in to pa ti dajo potem leta, ne, da se ne zaletavaš, ampak počasi spoznavaš, zakaj nekdo reagira, kot reagira, ga s tem soočiš, zdaj, če pa kreten, se pa pač umakneš. Ja, od kretenov se radi umikamo in zelo koristno je, da se v največjem loku odmaknemo, ampak Ajša, zdaj si kar nekako
mi ponudila roko, pa sem se nekako želela elegantno temu izogniti. Midve se namreč pogovarjava dan pred tvojim jubilejnem osebnem prazniku. Kako ne rečem drugače? Čakaj, stara bom 50 let. Okej, hvala. Za naprej, za jutri, iskrene čestitke, vse najboljše. Resnično pravzaprav si želim osebno in tudi verjetno v imenu slovenske javnosti, da bo še dolgo časa tako agilna, uspešna, točno takšna, kakršna si, ker nam lepo pravzaprav tlakuješ po svojih močeh neko lepšo prihodnost. Namreč sama osebno sem ti hvaležna za vse MČM-ove dogodke, na katerih sem se res veliko naučila. Prvo moje vprašanje. Tako vzdržuješ kondicijo, namreč človek, ko te pogleda, ko te začuti, ne bi nikdar rekel, da si pravzaprav že pri teh letih, pri tej lepi prelomnici. A veš kaj, mogoče niti ne gledam to kot na prelomnico, čeprav okolje ti sporočajo, to je zdaj pa zlati rez, to je pa zdaj prelom, to je pa zdaj druga polovica in tako naprej. Jaz se včasih res vidim zelo... Ta radovednost se mi zdi, da je tisto, kar me res žene. In jaz si želim zase, da ostanem radovedna, gleda pa svojega očeta, ki bo pa letos praznoval 80 let. Čestitamo. In je totalno utrgan. In se mi zdi, wow, če bom jaz takole pri 80-ih, neverjetno, s kakšnim veseljem. Zadnjič je prišel, imam nov projekt Aurora. Sem rekel, wow, kaj pa imaš zdaj to, ne? In je izbral slovenski zdravstveni sistem. No, če bi se o tem pogovarjala, bi jaz postala zelo žalostna, tako da se bom odmaknila, bom raje povedala samo lepo zgodbo mojega očeta in tega sistema ni imel mikroskopa in zaradi tega je ena punčka skoraj oslepela, ker je samo en mikroskop v celi bolnišnici, ki je zelo pomemben za pač definiranje določenih stvari. In on je to punčko spoznal, ker je bil operiran na rumena pega in tako naprej. Skratka, tam je videl to punčko, ime Aurora. In potem se je odločil, da bo 3 nove mikroskope dobil, zbral denar in to občuduje. Ni rekel, kaj pa naj jaz zdaj naredim, jaz sem pa tudi skoraj oslepel, ampak rekel, jaz imam nov projekt Aurora in to se mi zdi fascinantno. In si želim, da bi znala ohranjati ta duh, če hočeš Aurore, pa naj bo to severni si ali pa punčka iz Slovenije in da bi znala na ta način spreminjati naše okolje. Ampak vendarle, Ajša, MČM ima nekaj postulatov in nekako jim sledi in jih meče v slovensko javnost, v razmišljanje, v iskanje rešitev skozi dogodke vaše, ki so zelo cenjeni, obiskani in ki pravzaprav, od katerih seva pravzaprav ta vsebinski naboj in pa iztočnica za naše delovanje v prihodnje, in to je zdravje, znanje in ljudje, mednarodna konkurenčnost, trajnost in pa družbena blaginja. Pač omenila si zdravstvo in zdravstveni sistem, to je rak rana naše družbe, našega, kaj ne rečem, pravzaprav bivanja. Bi dovolila, da pride ameriški naboj zdravstva v Slovenijo? Res prihaja? Ne. Se lahko to upravičeno bojimo? Zdaj tukaj marsikdo, ki nikoli ni bil v Ameriki, meni neprestano razlaga, kako tam ljudje umirajo na cestah. Ne? Je to klišeje? Ja. Okay. Dejstvo pa je, da nažalost marsikdo tam nima zavarovanja, kar je zelo slabo in kar je dobro, da mi imamo način, da se ljudje zavarujejo, kajti dejstvo je, ko si ti mlad, misliš, da si neuničljiv in se ti nič ne bo zgodilo, potem pa stopiš v določena leta in jasno je, da po 60. letu večino tistega, kar smo vplačevali, potem tudi uporabimo, ampak se zelo spet poenostavlja. Moja mrzla sestrična živi v Ameriki, plačuje za zavarovanje manj, kot plačuje moja družina in je njena čakalna doba za magnet glave največ 24 ur. Tako da, ja, plačuje veliko, ker tudi mi plačujemo veliko, ampak mi razlagamo o tem, kako je to zastonj sistem.
Kar pa delamo zdaj, po mojem, kardinal. Skratka, ne želim si prevzema ameriškega sistema, zato ker ne nazadnje Slovenija da 9% svojega bruto domačega proizvoda, Amerika pa precej več. In ne obvladujejo tega, je pa za določene, recimo, če rečemo za večino, zaradi takih zavarovanj, kjer se poskušajo za njih pravzaprav zavarovalnice tudi izboriti za najboljše storitve, bolje. Strašljivo je, da za nekatere ni. Ampak zdaj pa jaz morda, Petra, vračam vprašanje. A bi si želela, da slovenski sistem pride, kjer ljudje z številnimi strašnimi boleznimi čakajo zdaj že več kot 400 dni? Ne. Kar delamo zdaj v Sloveniji, se sprenevedamo in MČM že desetletje se zavzema za javni sistem, kar je prav. Ampak kar je pa tudi prav, je pa tudi to, da če imaš ti koncesionarja, je to javni sistem. Ne govorimo pa o državnem sistemu. Ker to, kar se zdaj počne z zdravstvom, je pa nažalost razkroj in nažalost sem 1. oktobra padla v nezavest. Zelo sem se poškodovala in je rešilc rabo do Koses, to je bilo v nedeljo zvečer, 25 minut. Moj oče, ker so res misli tudi moji, da je vse narobe z mano, ne? In to so tisti trenutki, ko se pa zamisliš, kaj delam narobe, da toliko svoje energije razpršimo v prostor, da jo potem zmanjka zame, je prišel v istem času, pri čemer je mogel se zbuditi, živi v centru, iti po svoj avto in pride do nas. A star je 80 let. Tako da jaz tega sprenevedanja, to pa res, a vidiš, niti nisem žalostna, ampak sem kar malo jezna. In to nespoštovanje tudi zdravnikov. In to, da se dobesedno ne pogovarja z zdravniki. Ja, a je kakšen od zdravnikov baraba? Absolutno. A je kakšen od podjetnikov baraba? Absolutno. A je kakšen od šoferjev tovornjakov baraba? Absolutno. Ampak večina pa ni. In zato je vse narobe, kar se zdaj počne in zdravniškim cehom, če hočeš, in zdravstvenim sistemom, in ta del me zelo skrbi. Skrbi me, da gremo v čisto drugo pot, kar razlagamo, in da bo prišla privatizacija, zato ker bo enostavno ljudje rekli, ne moramo več tako. Druga stvar, ki se mi zdi pa prav enako pomembna, in veš, da sem zelo ponosna, da skupaj z vašo hišo, z delom, delamo Učitelj sem, učiteljica sem program, je pa to, kako se morda na nek način napačno dogaja tudi v šolstvu. Zato mi iščemo svetle zvezde znotraj šolstva in neverjetno, koliko izjemnih učiteljev imamo, jih pa 4000 manjka. In kateri od mladih ljudi bo svojo srčno željo vstopil v učiteljski poklic, če jim uničujemo ugled. In podobno se bo zgodil zdravniškim poklicom in jaz mislim, da tukaj mora pa vsi zvonci zazvoniti in da se nehamo sprenevedati in se pravzaprav žaliti in ne pogovarjati, ampak se začnemo spoštovati in se mi zdi, da bo to izjemno pomembno vplivalo na razvoj naše države in tudi na kvaliteto življenja. Obe imava otroke, ki so šolo obvezni. Na lastni koži pravzaprav občutiva, kako kakovostno je izobraževanje. Sama se ne šteje med tiste mame, ki bi posegala ali okrnila na kakršenkoli način ugled učiteljev, pa vendarle zaznavam razlike med pristopom in pa vsebino nekoč ali danes. Vendarle sem se kar zlila s tem zeitgeistom, pa vendarle me zanima, kako komentiraš izjavo gospoda Iva Boscarola, ki je dejal, da v neki točki bi moralo biti izobraževanje plačljivo, češ, da takrat bi šele mladi Slovenci in Slovenke počrpali vso količino znanja in vzpostavili drugačen odnos do vsebin, ki so ponujene. Jaz to ne bi. Meni se zdi to izjemna pridobitev v Sloveniji, da lahko čisto vsak mlad človek, ki ima željo in voljo, se izobražuje in pride do določene stopnje. Ker sem pa ravno prej si omenjala profesor Mramorja, ki ga res izjemno spoštujem, so pa imela enkrat še v času, ko je bil on politično aktiven debato, da bi po mojem mnenju mogel vsak mlad človek v enem trenutku dobiti bon z lepo mašno, kjer bi pisalo: država Republika Slovenija ti podarja tole. Ker mi se ne zavedamo, da vsak ekonomist
do tega, da postane ekonomist, da zaključi fakulteto, državo stane približno 150 tisoč evrov. Tukaj me ne drža točno za decimalke, ampak v tej vrednosti. Seveda je vsak zdravnik še nekaj več. Ne? In to bi se mi zdelo pa prav, da vzavestimo, ker jaz dostikrat slišim, kako reče, meni država ni nič dala. Ja, kako ti ni dala? Dala ti je izobrazbo, dala ti je polet, dala ti je začetek. In moja Pija, najstarejša hči, živi na Danskem. Bojim se, da jo bojo z izjemno dobrim načinom razpoznavanja talentov in potem tudi omreženja talentov zadržali tam. Je pa moja ambicija, veš, to pa je prednost, da bom jutri 50, to, da bi bila babica v Sloveniji. Kar pomeni, da si res želim, da bomo tukaj ustvarjali okolje, kjer bojo naši mladi želeli živeti tukaj, kjer bojo videli, da je to izjemna možnost za vzgojo otrok in tako naprej. Ampak, če ne bomo zdravstva in šolstva spravili v red, pač so drugje tudi priložnosti. Tudi drugje imajo zelenje, tudi drugje imajo možnosti, delajo pa morda bolje, kot delamo mi na tem, da želijo, ko prepoznajo, da je nekdo talent, da ima znanje in konc dneva, ne. Meni Pija to reče, ki se reče, čaki, tukaj si končala fakulteto in zdaj boš to znanje dajala tam prav. Ja, takoj pridem nazaj, če bom imela vsaj približno take možnosti. Torej, absolutno je žogica na naši politiki, da ustvari pravzaprav ti... Pa ne samo v politiki. Jaz mislim, celotni družbi. Tudi gospodarstvo. Tudi gospodarstvo. Ja, da pravzaprav res ustvarimo neko okolje, kjer se bodo ljudje dobro počutili vsak dan. Me pa skrbi, ker je tvoja stanovska kolegica Melanie iz BCG-ja dejala, da se je celo ta trend bega možganov poglobil v tej smeri, da tudi v občutljivih letih, torej takrat, ko so ženske noseče ali imajo vrtčevske otroke, se ne vračajo domov. Pred leti so se vsaj takrat vrnili domov, zdaj ostanejo kljub izjemnim stroškom v tujini za to vrstne zgodbe. Žalostno? Ne, dajmo reči, da je to priložnost za vse nas, da obrnemo zgodbo, da kreiramo drugačno okolje, ker včasih je tudi samo na tem, kakšno občutenje. Ravno včeraj omenjaš Melanie, je na globalnem slovenskem forumu imela predavanje v Mariboru na temo lestvic. IMD lestvica pravzaprav je anketa, ki sprašuje ljudi v okolju. Zgrmeli smo na tej lestvici, zato ker se ne počutimo. Ampak po mojem, če bi znali res pogledati, kaj vse je, bi lahko reagirali drugače. Tako da jaz si pogosto sama sebi rečem, ne se zbujati s tem, da rečeš, kaj vse ni. Zbujaj se s tem, kaj vse je. In potem iščemo na tem, kako bomo na tem gradili. Zato sem jaz tako izjemno hvaležna za naš jak program, ker pa priješ med te ljudi, kjer brbota, kjer je energija, kjer je tako, hočemo, zmoremo, lahko. In tukaj se je treba boriti. In zato je mene včasih, to pa me zaboli, da tudi z dela slovenske politike slišim, da smo nezaželeni, da nas je treba vršiti iz te države. Mislim, jaz tega ne razumem. To mi je enostavno, to mi je pa noro. Tako bom pa zdaj zelo direktna. Ampak vsa ta tvoja optimistična naravnanost, Ajša, tako kot te gledam, te res dela lepo, veš? Kako si prijazna nekaj. Res. Danes sem vse zmačkana. Ne, res, prav lepa gospa si in te občudujem in občudovala sem te, ko sem te opazovala, s kakšno lahkotnostjo stopiš na oder, kako omrežiš pravzaprav cel prostor ob vseh teh dogodkih, ki imajo pravzaprav zahtevne tematike, od avtorskih pravic, intelektualne lastnine, zdravstvenega sistema, globalne konkurenčnosti, skratka izobraževanja, etc. In mi je res prav užitek te poslušati in gledati in spremljati. In spomnim se, da nekega dogodka na M-čemu, tvojem dogodku, kjer je gostoval Zeo Gurion. Naj na tem mestu povem, ali ti izdam, če ne veš, da pogosto ta utrinek citiram kot plastično zgodbo ali ilustracijo naše realnosti. Se spomniš tega Izraelca, ki je imel pospeševalnik v Ameriki? Seveda, ja. 100 let nazaj. Ja, res 100 let nazaj. Ampak čakaj, ne vem pa zgodbe, povem jo. On je takrat
povedal sledeče in sem si zapomnila. Imel sem ekipo Slovencev in ekipo Američanov. Slovenci so odšli domov brez zagonskih sredstev, ki sem jih sicer želel nameniti neki inovaciji. Američani so zagonska sredstva prejeli. Američani niso imeli nič v svojih rokah, so pa zelo dobro zagovarjali neko idejo, medtem ko Slovenci so odšli z dolgimi nosovi, pa v žepu z prebojno zgodbo. In takrat je on rekel, sem ugotovil pravzaprav vašo narav, ne znate predstavljati, niste retorično dobri in tudi ne znate prodajati. In tega res ne znamo. In zato mi delamo pogosto tudi startupi, dejansko zgodbe in tudi v slovenskem prostoru imamo izjemno dobre. Ena takih je recimo Martina Mrslavič, ki izjemno uči komunikacijo, neverjetna je, ker te zna spreminjati, ker jaz mislim, da za komunikacijo ni dovolj, da človeku poveš, kaj vse mu ne gre, ker marsikdo to naredi, ampak predvsem iščeš tiste dobre točke, zato sem vesela, da tudi še vedno v okviru Ljubljana MBA na ekonomski fakulteti, to sem si pa za svojo dušo zadržala, predavam učinkovito komunikacijo. Aha. In mislim, da se v vseh teh letih, pa je sprememba, ampak še vedno nismo na tem nivoju, ne sprašujemo, nočemo prvi stopiti, zato ker so nas učili, moraš biti preden, ponižen in tako naprej. Še vedno, kljub temu, da je že naša generacija zdaj tista, ki vzgaja, morda nam še tisti mali kompleksi, kdaj pa kdaj ven udarijo. In to mi je res hudo, da imamo, zato prej si omenila konferenco, kjer bodo gospodarstveniki, znanstveniki, to je ključno. Te izjemne ljudi je treba res naučiti, da jim ni zoprno in da ne iščejo perfekcionizma. To delamo non-stop napačno. Mi želimo imeti nekaj perfektno, pri čemer bo Američan to že 15krat prodal in bo sproti izboljševal projekt, karkoli že počne. In tukaj jaz sem se naučila tudi od Jeff Hoffmana, lastnika Bookinga, ki je rekel, da je v bistvu problem v tem, da mi želimo res pripeljati do perfekcije, medtem se svet že spremeni, zgodi se že vse živo, ta delček, in da nimamo tiste zmorem znam. Čeprav vidimo v slovenskem prostoru marsikakšnega podjetnika, ki pa to že zna. Pa še nekaj se nam dogaja, znanost. Reče, mi smo znanost, vi prodajalci. Gospodarstvo reče, oni so znanstveniki, mi smo prodajalci, in tukaj se ne znajo pogovarjati. In tukaj imamo morda včasih težavo. In to je ena dobrih stvari Amerike, kar pa občudujem. Simple is the best. Točno to, res pa je, se veš, da ti včasih prodajo en kamen in ti poslušaš to zgodbo in si misliš, je pa ampak mi imamo pa ne veš, kot cijanske jame, tle imate en kamen, to je brez veze. Ampak dobro je, stvarjajo percepcije, stvarjajo krizmi in stvarjajo tem, kako znaš to. In tudi to je en delček, recimo, našega šolskega sistema, ki ga še vedno. Enkrat je dobila Živa, se spomnim, navodila od svoje učiteljice, kako naj nastopa. Jaz sem pa sem 20 let na odrih, verjetno nekaj tega sem znala. Jaz na taka navodila ne bi znala. In je dobesedno zakuhala od same treme, ker je bilo vse, moraš migati z rokami, moraš jih držati takole. Te odločimo se zdaj. Tako da tukaj je ta delček, po mojem, res potrebno več tega, več empatije v šole, pa tudi novih znanj. Recimo MČM, to vedno povem, ker se mi zdi pomembno, mi smo edina država v Evropi, ena redkih, ki otroke ne uči digitalnih znanj. Pa ne govorim o programiranju, govorim o digitalnih znanjih, o varnosti, o razumevanju interneta, o vseh teh stvarih, tako da se mi zelo zavzemamo, da bi to postal del kurikuluma. Nažalost je teh vsebin v Sloveniji 0,6%, kar pomeni, da ne opremljamo svojih mladih za svet, v katerem živimo. A je meni všeč, da je zdaj umetna inteligenca, ena lušna je bila zanč, kvot sem videla, želim si, da bi umetna inteligenca sesala namesto mene, ne da ustvarja namesto mene. Ne? Ta se mi zdi, da je taka lušna. Ampak, a mi je všeč, ali mi ni všeč, tukaj je. A mi je všeč, da imamo elektriko, ali mi ni všeč, tukaj je. Skratka, moramo s časom naprej in tukaj si želim malo več samozavesti. Ja, tukaj pa strani politike in odločevalcev, da bi razumeli, da je treba ljudi res upremiti znanje in veščinami, ne pa jih ustvarjati v potrošnike in jim samo
prodajati stvari. Tako da tukaj pa je Ja, pomembno. In svet dejansko to od nas ne samo pričakuje, ampak zahteva. In spet se lahko vrneva v neko zatečeno stanje odhajanja najboljših, kar je seveda pereč problem že vrsto let in neka značilnost naše družbe. Ampak velikih pa tudi ostane. Veliko jih postane, ampak moje vprašanje je, Ajša, ali lahko na tem mestu pomagaš odgovoriti na vprašanje, kakšne misli naj mislimo, ob tem, ko zaznavamo v našem okolju prišleke, torej ljudi, ki prihajajo na naša tla, so pogosto neizobraženi ali manj izobraženi, večinoma ne govorijo slovensko, ko nas postrežejo, ne razumejo naše prošnje ali našega naročila. Mislim, da nekje na Primorskem celo obstaja vrtec, ki ima že, mislim, da 50% slovenskih otrok, 50 tuje govorečih, od tega večinoma albanskih. Glede na to, da sva obe svetovljanki, recimo, da sva naprednega duha, da imava v sebi to vključujočost in pa ljubezen do sočloveka, kako ob teh pojavih, ob tem fenomenu misliti? Da se ne začnemo soočati s krivdo, če nas prešine kakšna negativna misel. Jaz mislim, da moramo biti tukaj res iskreni tudi do samih sebe, se zavedati, če so te misli zelo stereotipne in kar nekoga označimo, ker iz nekega prostora prihaja napačno, da moramo ostati odprti, hkrati pa se truditi za to, da poskušamo tem ljudem odpreti naš svet na način, da si želimo, da tudi spoštujejo naše vrednote, da se naučijo našega jezika. Ampak mi ne zahtevamo tega. Vem, da ne zahtevamo tega in tukaj se mi zdi to velika škoda, ker na ta način mislimo, da jih ne želimo. Ni res. Mi bomo, če pragmatično pogledaš demografsko, leta 2030 bomo 8. najstarejša država na svetu. 8. na svetu. Kar pomeni, da je še 15 let nazaj bilo v Sloveniji rojenih 28,000 novorojenčkov, lansko letno 15,000. Skratka, nekaj delamo napačno. Oziroma tudi deklic, ki bodo rojevale, ne bo dovolj na tem prostoru in enostavno se ne moremo, na ta način je to nevzdržno. In dejstvo je, da se bomo mogli odpreti družbi, se to je dejstvo za celo Evropo, povsod primanjkuje ljudi, ampak jaz verjamem, da tudi ljudje, ki pa pridejo v naš prostor, si želijo živeti v takem svetu. Zato je pomembno, da znamo najti mehanizme, kjer jim odpremo naš svet tudi na način, da jih sprejmemo, ampak da pa tudi postavljamo določene pogoje. Ne da rečemo, pridite vsi, ampak ne rabite nič, tudi če boste popolnoma druge vrednote živeli, kajti verjamem, da Evropa ponuja tiste vrednote, ki ustvarjajo svet, ki si ga želim, da bi bil tudi drugje. Enake možnosti za vse ljudi, enake možnosti ženske, moški, kakorkoli usmerjeni. Samo ne smemo pa s tem pretiravati. Ker včasih se mi pa zdi, da smo še pa že čisto na drugo smer. Meni tudi otroci povejo, recimo na Danskem, to, da si ti v vezi z fantom, pač moja hči, nasprotnega spola in imata resno vezo in imata fluidne, mislim, jaz se čudem, kakšne vse veze zdaj obstajajo, ampak dobro, to pomeni, sem stara, vidiš, to se mi pa pozna. To je zdaj čist čuden. Dostikrat jih pridejo vprašati, čakaj, vidite, sta prav tako par, živite skupaj in sta par in ona tako, ja, ne, to je zdaj čuden. To je v določenih okoljih že čudno. Ni pa čudno, da si ti en dan kamela, drug dan kaktus. Pač, jaz mislim, da vse moramo v enem trenutku, čeprav pravijo, da ko začne za mlade govoriti, da ima čudne, da si star, tako da dajmo. Zikit. Vse si sama 50. Vse to ima. Ti paš vse pred sabo, Ajša. Ja, če si res. Tako da, tukaj se mi zdi pa včasih to, da si ne upamo več iskreno povedati o svojih vrednotah. Ja, ampak vse to je moj bo. Mogoče pa od koga kakšen drug. Vse v redu, te spoštujem v redu, sem ne sil me, da razmišljam na ta način. Videla sem imela vedno živo, ker je bila mlajša, to je srednja moja hči, ker je imela te parade ponosne. Meni je to super. Ampak ko sem se rekla, kaj če imela še midva z očem parado in si dava perje in greva in tako in pa čizno dela. Ko si ti staromodna. In je prav, da smo včasih staromodni, ampak če govorimo o tem, kako sprejemati ljudi iz drugih okolij, se mi zdi pomembno, da jih sprejemamo z odprtim srcem, hkrati pa jim tudi povemo, mi si želimo,
živeti v prostoru, kjer ima te vrednote, ne da potem začnemo, ti si ksenofob, ti si tak. Ni res. Jaz absolutno se mi zdi pomembno in krasno, da je tukaj blizu naju tudi džamija, pa čeprav sem jaz drugače vzgojena, je pa moje ime, se veš, muslimansko, kar je čist nenavadno, zato ker je moj oče Hrvat, tako da moji sorodniki iz Hercegovine so alergični na moje ime. Ki ga mi je dala moja mami, ki je pač dedek iz Jordanije ga prinesel. Skratka, jaz sem veliko teh stvari stereotipnih že doživela, tudi v šoli, ko so mi rekli, ne glede na to, da sem v vseh tekmovanjih slovenščine bila zelo visoko, no? In se takrat imela tudi mehkiča na koncu, da ne utihnem zaradi tega, ker mi mehkiča. Tako da poznam tudi te momente, celo enkrat me eno vprašal, če sem se preimenovala v vodnik, ker sem se poročila v vodnik. Skratka, veliko tega sem že doživela, ampak mi je všeč zato, da greš naprej z odprtim srcem, da doživiš stvari, da veš, kako se drugi počutijo. Ker če živiš v svojem miljeju, kjer nimaš tovrstnih doživetij, si morda tudi neobčutljiv za tegobe drugih in jim ne znaš odprti srca. Ajša, a si zdaj pomirjena s svetom? Ali imaš še kakšne stvari, ki te malce bodejo in bi jih rada uresničila, da dokažeš sebi, svetu, vsem tistim, ki so te kdaj ranili? Ma ne, jaz sem hvaležna za to, v kar so me naredili, ne? Ker tudi vsaka taka stvar te spremeni v to, kar si. Ja. Nikoli ne bom rekla, da sem čisto pomirjena, ne? Ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Sem pa hvaležna čisto za vsako doživetje. To pa je mogoče ta dober delček zlatih rezov, ker si rečeš, lej, wow, a bi kaj spremenila? Seveda takrat, ko te kaj boli, pa ko si žalosten, pa to bi vse spremenil. Ne? In ko mi kdo reče, veš, ko se ti pa to zgodi, rasteš, bi ga na kopac. Ampak zdaj razumem, zakaj je čisto dobro, da se ti določene stvari zgodijo. Seveda si želim čim več dobrih doživetij, ne več teh, ker se mi zdi, da sem dozrasla, v redu sem, dajmo zdaj malo nehati rast, dajmo malo uživati. Se mi pa zdi, da moramo tudi mi, ko pridemo v določena leta, imamo mogoče pa več te energije, da lahko ne se ukvarjamo samo toliko sami sabo, ampak se lahko ukvarjamo tudi z drugimi. Da vračamo. Mimogrede, vem, da si ljubiteljica tenisa. Predvsem ljubiteljica. Ne, odlična igralka si tudi. Mislim, da smo se enkrat celo srečali in pomerili na enem prijateljskem meču. Tako da vem, da... A veš, spomniš, kaj so takrat rekli, ne? Da je bistvena razlika, kako moške in kako ženske igramo. Ker mi, da so dale kakšno zoprno žogo, se upravičevale. Oh my God. Ampak znala bi tudi ognjeviti, ne? Ravno včeraj si navijala za svojega sina, ne? Ja, in je drugi Dončić, namreč tudi Dončić ima to karakteristiko, da če ga nekdo malo užali, malo sprovocira, se v njemu nabere taka ognjevita sila, da verjamem, da bo in tvoj Jan in Dončić, da boste še delala hude preboje. Teh profesionalnih ambicij je pa užitek opazovati Luko Dončića, ampak tudi užitek opazovati mojega Jana, moram priznati, seveda za mamo je to največji užitek, ampak mi tudi sodelujemo skupaj z državo, tudi z Dallas Mavericksi in to je neverjetno, ko prideš v Dallas in so vsi v Dončić majicah in pojejo slovenske pesmi in to je res fantastična promocija in res kapa dol vsem tem izjemnim športnikom, ki sebe res ženejo do obisti. To je res izjemno težko, po mojem mnenju. Jaz gledam Jana, pa nima profesionalnih ambicij, kot rečeno, zato ker v tenisu, če bi jih imel, bi moral že v 10 letih nehati hoditi v šolo, iti v tujino in tako naprej. Ampak hkrati pa na državnem nivoju vseeno recimo ostaja blizu zraven. Mi je užitek gledati ta neverjetno voljo, ker da moraš vsak dan 3 ure trenirati. Jaz tega pa priznam, da nisem sposobna. Tako da se ne bo upam tega gledal, ker ne moreš reči, da si ne občuduješ, ampak kar se pa tega tiče, sem pa zelo ponosna, da to zmore. No. Tudi sama sem ponosna na svojega sina, ki je tako predan košarki, da včasih prav pomislim,
kaj z mano narobe, da bi ga kar malce ustavila, ne? Ampak naj grejo v to pot. Citiram tvojega stanovskega kolega, gospoda Blaža Brodnjaka iz NLB-ja, ki pravi, da so klubi in športni poligoni še zadnja oaza, kjer se dejansko zgodi neka disciplina, timski duh, red in pa tiste prave vrednote. Jaz sicer upam, da se vendarle te oaze pojavljajo tudi v slovenskih družinah. Verjamem, da se in vidiš, omenila si Blaža. Blaž je tudi predsednik MČM Slovenija. Jaz sem tako neizmerno hvaležna, da že 4 leta delam z njim, da vidim Izjemen to človek. pronicljivost. On rad reče kmečka pamet, izjemen je in žal mi je, da marsikdaj doživlja številne napade, popolnoma neupravičene, ker je velik patriot, zato ker se ga ljudje ustrašijo. In to ni prav. In upam, da vedno več gospodarstvenikov in verjamem vidi, ker včasih je bil zelo sam in ko se je obrnil, ni imel take podpore. Verjamem, da zdaj razumemo, da potrebujemo to vrstne ljudi, da jih moramo podpirati in zato se mi zdi pomembno, da jim tudi javno rečemo hvala in tukaj definitivno Blaž velika hvala. Ja, lepo, Ajša, lepo. Vesela sem, da se v dobri uri najnega pogovora, ki bi se lahko še nadaljeval, to veva obe, nisva niti enkrat dotaknili, kako se počutiš kot ženska, kako si se borila kot ženska na nekem kariernem parketu. Tako da, Hvala, Petra, ki bi ostala in bi šla, saj to pa veš. mogoče je pa to pravzaprav dokaz neke druge atmosfere, ki pa je nekje prisotna v našem prostoru. Pa vseeno te bom vprašala kot žensko. Kdo je tisti skrivnostni moški, ki je na vsakem tvojem dogodku, ki te spremlja in to ni mož, Rok Vodnik, ki ga ima seveda izjemno rada in sta res zgleden par. Nek moški, ki si zapisuje na zelo poseben način vse, kar se tam dogaja in bolj kot se mu približujem, bolj ne vem pravzaprav, kakšno vlogo ima v tvojem življenju. To je Bogo Seme. Midva sva soustanovitelja platforme Young. On je tudi intuitivni vodja le-tega. Razvija izjemno zanimive orodja za razumevanje tudi notranjega vesolja, če hočeš. Imenujejo božanska matematika. Meni da izjemen vpogled širše, kot je tukaj tole zdaj. Res je skrivnosten, ampak zadaj je pa zelo znanstveno, trdno postavljeno in orodje na razumevanju slovenskega jezika. Tako da je izjemno zanimiv. Morate se enkrat srečati. Bom jaz povezala, se veš, jaz rada povezujem. Tako da Bogo je marsikaj že naredil v tem prostoru. Bil je eden od ustanoviteljev združenja Menedžer, Gazel in tako naprej. Wow, je pa mogoče dejansko ostajal vedno majčken v drugem planu, zato ker pravi, da pač Se ne želi izpostavljati. Mi da, ko sva začela z Youngi, sva veliko govorila o intuiciji. In že takrat je bilo tako. To je bilo 15 let nazaj, ravno letos opisujemo 15. generacijo, je bilo tako, intuicija in poslovni svet, to nima veze. Ne? Mi smo v KPI-jih, v fokusu, ampak se je veliko več od tega, tako da, dobro, da se ura končuje, ker po mojem ne bi bil zadovoljen, da preveč govoriš. Ampak vseeno si me pa povezala tudi z eno zelo zanimivo gospo. Jo poznajo v slovenski javnosti in ki je tudi delovala na osnovi intuicije in mi je podarila ravno zaradi tebe verižico, ki jo imam skoraj da vsakič na sebi in verjamem v njeno moč. Skratka, nekaj je, nekaj več obstaja in nas vodi ali pa samo čuva. Ajša, naj te tisto čuva še naprej in hvala lepa, ker si bila moja gostja. Petra, hvala. In ki si dala to energijo in to pozornost, svoj čas in spet zelo pomenljive misli slovenski in tudi upam, da mednarodni javnosti. Hvala lepa in vse najboljše. Hvala lepa.
še tako naprej. Ja. In se srečava na tenisu. Res. Backhand z 2 rokama, ne? Dvoročno, To moraš še obvezno. povaditi. Hvala lepa. Hvala ti res.